No, pa bom posnela še en tak video. Ok, mogoče bo to prvi objavljen, ne vem. Ampak gre se za This or That, oziroma To ali Ono v slovenščini. In to je tak, ki je krožil pred kratkim, nekaj časa nazaj na YouTube in mi je bil kar precej všeč. Je pa 40 vprašanj, tako da bom kar začela. Ok, make-up. Rdečilo ali bronzer? Po moje bronzer. Rdečilo šle pred kratkim, sem začela izbirati in tako. Lip gloss ali šminka? Lip gloss, definitivno, ker ne prenesem konstantno našene šminke. Eyeliner ali maskara? Maskara. Eyeliner nimam živcev za delati, maskara ti lahko naredi popolnoma drugačen videz. Tekoči puder ali korektor? To je odvisno, ponavadi je tekoči puder, ampak če nimam časa, da se naštima, dam samo korektor na podočnjake, malo po problematičnih delčkih in je to. Neutralna ali barvna kombinacija za oči? Neutralna. Pressed or loose eyeshadow? Pressed. Ja, ne vem kako vse. Čopiči ali gobice? Čopiči, definitivno jih imam milijone in se mi zmeri zdi, da mi je dozmanjkali. Nohti. Smo jih ne gledati, ker sem jih pač 19 let, dobro ne, enih 18 let sem jih grizla, potem jih je pa maska navničila. Opija, čajna gles, kar sem probala, mi je odvisno od barve in od tega, če so bleščice ali ne, tam. Kratki ali dolgi, nažalost imam kratke, so ji pa lepši dolgi, oziroma če so neki vmes, ker mi delujejo bolj elegantni, kot pa tisti dolgi špiki, ki so bili tudi zdaj moderni in sem tudi sama imela. Gel nohti ali naravni? Gel, zato ker potem take punce, ko smo jaz, ki grizemo, dobimo vsaj način, da ne moremo gristi in da se odvadimo. Svetle ali temne barve? Odvisno do letnega časa, pomlad in poletje definitivno svetle, jesen in zima bolj temne, pač ponavadi imam tako. Če kak dodate krožce ali česa gor ali ne. Ja, mi je všeč, ponavadi, spet nam kazala nohto, ta dva prstka samo. Telo. Parfum ali sprej za po telesu? Odvisno. Če zelo dobro diši sprej za telo, je že to dovolj, če ne pa sem bolj od parfuma, verjetno. Losion ali maslo za telo? Bolj losion, zato ker ne prenesem, da moraš 2 uri drgati noter, preden se ti kaj upije. Gel za tuširanje ali... soap. Milo, gel za tuširanje efektivno. Lush or other badcap. Priljubljena znamka, joj, ne vem kako se kliče. Tisti, ki jih dobimo v Šparu, dostikrat, XXL ponudba, ki je ogromno vonju in so mi odlični, ker so zelo mehki in pustijo kožo zelo mehke, so pa milijon različnih vonj, tako se nikoli ne naveličamo. Bom pa dala znamko spodi. Moda, džins hlače ali trenirka? Po mojem sem ena tistih čudnih, ki je bolj komod so džins hlače, kakor pa trenirka. Mislim, ima rajši džins hlače kot trenirka. Dolgi rokavi ali kratki, 3/4 v bistvu imam najrajše rokave do tlele. Oblekce ali krilca, bolj so mi oblekce, ker so bolj praktične, samo vržeš zgori in nje in ti ni treba kombinirati na nič. Črte ali pled. Joj, ne vem, če je karo, pač tisto, ko imajo tiste srajce in definitivno sem bolj za črte. Upam, da ste razumeli. Japonke ali sandali? Sandali, definitivno. Šali ali kape? Šali, imam milijone, mi doma že mama teži, da kam jih daj, da jih nimam kam dati. Studs or dangly earrings? Če vam rajši tiste studs. Uhančke, ki so pač minimalistični, samo gor ali pa viseče. V bistvu imam rajše minimalistične, ampak ker sem imela lih 1 leto nazaj, 4. april je bilo 1 leto, sem imela kratko frizuro in takrat sem se pravila navaditi bolj na dolge, ampak še zmeri imam rajš majhne, če jih sploh imam. Zapesnice ali verišče, ker zapesnicami sem preveč smotana, plus ker imam zdaj tako gabne nohte, mi preveč pozornosti, pol gre na celo roko in nočem tega. Petke ali balerinke?
odvisno od priložnosti. Za iti ven žurat mi niso lih balerinke, za vsak dan je pa, ne vem, za faks in tako so mi bolj balerinke. Cowboy boots, riding boots. Cowboy škorni ali jahaški škorni, definitivno jahaški. Jakna ali, felpa, če veste, kje je felpa. Definitivno jakna. Forever 21 ali pa Charlotte Russe, nažalost nimam nobenega od tega, se mi zdi Forever 21, saj jaz sem opazila tako nek New Yorker, Charlotte Russe pa ne vem, mogoče pa se nemam zarod primera. Pri nas bi pač vzela med New Yorkerjem in H&M-om, tako primer dala, vzela H&M, čeprav sem delala in vsako poleti delam New Yorkerju. Abercrombie Hollister tudi nimamo, Sex Force od nas tudi nimamo. Gremo na lase. Bo še manj kot 40 vprašanj, no? Verjetno bi bilo fajn, če bi se predtem malo pozanimala ali pa prebrala vse vprašanja. Lasje, skodrani ali ravni. Odvisno, kadar imam kratke, kar imam v bližnji prihodnosti tudi imela, ker grem dati dol podaljške, so mi definitivno lepše ravne. Če pa so dolgi, pa skodrani 100%. Ban. Jaz ti samo rečem kar krof na sredi glave ali pa rep. Krof mi je lepši in bolj elegantno za videti, ampak bolj praktičen je pa rep. Bobby pins, to po mojem vse veste, tiste špangice, ki pridejo črne, ali pa butterfly clips, ali pa pač metuljčki, bobby pins. Lak za lase ali gel, lak za lase definitivno, ne prinesem tistega videza od gela, ker zgleda skoraj kot masni lasje. Kratki ali dolgi, imela sem že vse od črnih, rdečih, blond, kratkih kofant, kratkih nekako srednje dolgih, tako da so mi vse lepo. Celo moče mi je malo lepše videti kratke, ker pride obraz bolj do izraza, še posebej, če si tak make-up navdušenec. Potem upaš se bolj igrati z make-upom, ker pride bolj do izraza, kakor pa predolgih, kjer ni toliko do izraza obraz prije. Svetli ali temni, osebno so mi lepši svetli, ker je bolj nežna barva mi, ampak ker sem naravna črnolaska, pač po mojem so mi tudi zato lepši svetli. Si tega ne morem privoščiti, ker sem imela zdaj blond, pa so mi kar svrli lase in sem se malo prestrašila, čeprav sem dosti skrbela za njih in sem jih imela še dobre, ker sem delala z njimi. Ampak za zdravje mojih las grem spet počasi na temno, črno in tako. Frufru na počez ali dol frufru. Imela sem tudi že vse, ampak se mi zdi še zmeri, da je lepši po strani, zato ker ga upaš nekako stilirati s tem, ko ga imaš spredi. Lahko samo likaš in konstantno se ti zmika in se zbujaš en delček tukaj, en delček tukaj. Lasje gor ali dol, odvisno od priložnosti. Če si na kakšni priložnosti, kjer imaš poudarek, ne vem, da imaš res ogromno verižico, močne barve ali pa kakšen detajl na srajčki, mi je lepše gor, če pa imaš bolj navadno oblečena in tako, pa dol spuščeni. In še random, dež ali sonce, odvisno. Zjutraj se stiskati v postelji dež, če ne pa definitivno sonce. Poleti ali zima. Če bi bil sneg poleti, pa če bi bil topel sneg, to je bilo perfektno. Ne, če bi pa po moje mogla, nisem nik v te skrajnosti, sem opazila zadnje leto, predtem so bili seveda poletje in zima, oba dvoje. Zdaj zadnje čase pa se mi zdi, še najbolj všeč mi je pomlad in druga jesen. Saj to je naslednje vprašanje, pomlad ali jesen. Čeprav imam resnih danov jesen in bi mogla reči jesen, me zaradi osnovne in srednje šole spominja jesen na šolo, tako da bom rekla kar pomlad. Plus vse se prebuja, žive barve so in ja, pomlad. Čokolada ali vanilja? Odvisno, von, vanilja definitivno. Tudi v svečah in vse moram imeti vaniljo in tudi parfumih in tako. Čokolada v tistem času v mesecu. East Coast ali West Coast, to tudi nimamo pri nas, lahko bi rekla štajerska ali primorska in se mi zdi, vse ima svoje pluse in vse ima svoje minuse, se opravičujem, telefon mi je kar zazvonil. Če ne pa je to vse, če bi tudi ti rada naredila ta tekst, si vabljena res zelo,
Če pa ne delaš ne video, ne bloga, ti pa rečem, da kar spodaj komentirjam, z veseljem prebrala in ti tudi kaj probala odgovoriti. Če bi rada videla še kak tag, da ga naredim, meni so res zelo zabavni tudi za gledati, tako mi kar napiši kakšno idejo spodaj in se vidimo drugič. Čau, čau!